3 zelo različna znanstvena področja, a vendarle pomembna za izboljšanje kakovosti našega življenja, in 3 mlade slovenske znanstvenice, ki so letos prepričale ocenjevalno komisijo projekta UNESCO L'Oreal za ženske v znanosti. Spoznajmo jih. To so Živa Alif, Dana Marinič in Nina Murks. Dobrodošli v podcastu, jaz sem Srđan Cvjetović. Agrarna ekonomistka Živa Alif raziskuje, zakaj je razumevanje odločitev ljudi ključno za zaščito narave. Pa začnimo od konca. Na katere načine je narava vse ogrožena? Ja, zdaj v bistvu, če pogledamo v zadnjih stoletjih, recimo, znanstveniki preučujejo hitrost izumiranja vrst v primerjavi z recimo zgodovino Zemlje in ugotavljajo, da v bistvu vrste trenutno močno z veliko večjo hitrostjo izumirajo, ali pa recimo število izumrlih vrst zelo hitro narašča. Imamo kakšne natančnejše številke? Natančnih številk nimam, ampak so v rangu lahko celo hitrosti izumiranja recimo dinozavrov. Tako da v bistvu znanstveniki pravijo, da smo trenutno v 6. množičnem izumrtju, 5. so bili dinozavri, ki je nekih 60% vrst takrat izumrl. Najhujše v svetovni zgodovini Zemlje, torej bilo 80% vrst v Permiju. In ne želimo si, da bi se to ponovilo, bi rekla, da bi zdaj v bistvu mi ljudje bili nek krivec za še eno tako množično izumrtje. Pa v bistvu odpravljate škodo ali skušate preprečiti, da bi bila ta še večja? Ali oboje? Škode se ne da zares preprečiti, če govorimo o izumrlih vrstah, še nobena ni da zdaj ponovno ustvarjena nazaj iz genskega materiala, so neke ideje, da bi imamo te spet ustvarjali, ampak glede na skalo izgub, ki se dogajajo iz vidika izgub upadov populacij in izumiranja vrst, je primarno cilj, da se zmanjša upad in izumiranje vrst. Se pa tudi dogaja, da s pomočjo raznih reintrodukcij in renaturacij, pa da se v bistvu spet populacije, da se dela na tem, da se habitati ponovno vzpostavijo in v bistvu populacije zvečajo, če rečemo temu popravljanje škode. Na ta način. Popravite me, če se motim, ampak jaz recimo pri tem vprašanju vidim več plasti. Ja. Ena plast je, kako to posamezniki doživljajo. Druga plast je, kako to, strokovna javnost doživlja. Tretja plast je, kako to doživljajo ljudje nasplošno, družba. In četrta, ker se mi zdi, da tle imate največ dela, je, kako to vse skupaj doživlja uradna politika. S čim se vi, prvič, a se strinjate s to mojo delitvijo, in drugič, kje imate največ dela? Kje je največ nerazumevanja, stvari za narediti, priložnosti? Torej, v bistvu bi rekla tako, na vašo delitev najprej bi rekla, da imamo različne ravni ravnanja, če govorimo o tem, kaj lahko kot družba, posameznik ali pa neke institucije naredimo, ne? Ampak je pa še drug vidik, tudi iz vidika nekih vrednot, kaj to komu pomeni. Imamo po eni strani razloge, zakaj bi se ukvarjali s tem, so lahko ekosistemske storitve, torej da sistem funkcionira, lahko so to ekonomski razlogi, lahko je zdravje v končni fazi, da se preprečijo prenosi, bolezni, kot je bil COVID in podobno in take epidemije, ali pa tudi iz nekih moralnih vrednot, da ne želimo uničiti in v bistvu povzročiti izumrtje vrst, torej neki etični razlogi. Zdaj, kam se osredotočiti oziroma na čem jaz delam? Jaz bi rekla, da delam na nivoju politik, pa tudi posameznikov, ker je to oboje tudi prepleteno na nek način. Torej, jaz se ukvarjam predvsem s kmetijstvom, s kmetijskimi ekosistemi in delam predvsej na področju skupne kmetijske politike, ker je to zelo eno veliko finančno orodje ali pa instrument, ki tudi močno vpliva na dejanja kmetov. Torej, kmetijska politika v osnovi stvari funkcionirajo na ta način, da je večino nekih ukrepov za kmete prostovoljnih, naravovarstvenih. Torej, so neke zakonske obveze, kaj se ne sme početi, ampak za naravovarstvo specifično je večinoma so ukrepi, v katere se lahko kmetje vpišejo in dobijo plačilo za to. In je lahko potem tukaj težava, da ti ukrepi niso dovolj učinkoviti, ker ali ni dovolj velik opis, torej to je nivo posameznika, s katerim se ukvarjam, kako povečati opis, lahko pa tudi niso prilagojeni lokalnim razmeram ali pa alternativno niso dovolj ambiciozni ukrepi. Torej, v bistvu vse skupaj pa je na koncu povezano z politiko. Preden vas izzovem še z enim, praktičnim primerom, bom vprašal tudi,
Ali se vam ne zdi, da se pogosto razne odločitve sklepajo preveč na račun pomembnosti ekonomskih dejavnikov? Da marsikdo se tudi malo požvižga na neko moralno vprašanje, se požvižga celo na, ne vem, zdravstvene zadeve, ampak samo gleda, koliko me bo to koštalo. Kako se s tem borite? Sigurno, to definitivno drži. Moramo pa tudi razumeti neke kratkoročne pa dolgoročne ekonomske koristi in škode. Žal je pač fokus pogosto na kratkoročnih. Materialnih? Ja, mislim, da se tudi materialno, če gledamo z uničevanjem narave, materialno tudi na koncu. Čez 100 let, 200 let bomo izgubili. Ampak marsikdo reče, meni gane, kaj bo čez 100 let. Ja, vse to pravi. Fokus je na kratkoročnih, v bistvu materialnih oziroma ekonomskih izgubah in dobičkih. Kako se s tem spopasti? Mislim, da je tukaj zelo pomembno pač grajenje nekega zavedanja v družbi in nekih vrednot in stališč, ki so temu nekako, ki so bolj dolgoročne. Kdo ima to vlogo? To vlogo ima politika, sigurno. Pa je sposobna to narediti. Ja, tukaj so pa veliki izzivi. Bomo videli tudi zdaj, kako bo z volitvami in tako naprej. Kdo bo njih usposobil? Ja, tukaj smo pa znanstveniki, zato da v bistvu sodelujemo z njimi. To je tudi na nas pač vloga, da svoje znanje predajemo in da je dostopno v njim dostopni obliki in da tudi v bistvu spodbujamo sodelovanje. Pa vas poslušajo? Bi rekla, da recimo mi zelo dobro sodelujemo z ministrstvom in tudi imamo z ministrstvom za kmetijstvo in je pač tudi pomembno je tudi, da v bistvu tiste težave, ki jih imajo oni, da smo mi pripravljeni nasloviti po neki strani in da potem lahko skupaj sodelujemo, da pač imajo oni od nas nekaj koristi, pa mi tudi potem lahko nekim damo na nek način. Tako da se mi zdi, da na nekih nižjih nivojih s posameznimi uradniki ali pa na nekem lokalnem nivoju se da zelo veliko narediti in ljudje se poslušajo. Ko pa govorimo o višjih nivojih politik, ki so bolj, ali pa politikov, ki so bolj odmaknjeni od vsakdanjih odločitev, pa je pač so večji izzivi tam. No. Tudi, ker je več pritiskov ekonomskih lobijev in podobno in se potem dostkrat govori samo o nekih abstraktnih idejah, ki so si nasprotujoče, namesto pa o resničnih problemih na terenu. No. Kje smo v Sloveniji glede te zavesti, bom rekel, ali pa ozaveščenosti v primerjavi naprimer z državami, s katerimi se rad primerjamo, se pravi zahodnoevropske države, predvsem skandinavske države? Ja, se mi zdi, da kot družba smo na nižjem nivoju. Če že pogledamo Avstrijo, se mi zdi, da tam je, zdaj bomo govorili bolj o kmetijstvu, ne vem, ekološki izdelki so veliko bolj razširjeni in tako, da kmetje več pridelujejo in kot tudi pač v nakupnih odločitvah. Glede politik pa v bistvu se mi zdi, da so povsod težave. To je kmetijska politika, tudi imamo drugi po Evropi kmečke proteste, ki so pogosto usmerjeni proti naravovarstvenim vsebinam specifično. Ker jim otežujejo ali pa dražijo delo. Ja, ampak v resnici pač ni težava naravovarstveni ukrepi, cel sistem, ki jih pač silijo tudi, da morajo za najmanjšo ceno pridelati največ hrane, ki pač v resnici na ta način stroški pridelave, ki so zdravstveni, okoljski in tako naprej, to so eksternalije, ki se v bistvu ne poznajo na ceni. Torej, ti pridelaš na nižjo možno ceno, hkrati pa v bistvu stroške, ki jih potem nosi družba, pa niso vključeni v to ceno. Ker niso direktno na njegovem računu. Ker niso na ta način. Ampak to je v bistvu treba tudi širši sistem nekako bolj spremeniti, oziroma to zavedanje, kaj vse prinese za sabo takšen način pridelave in rabe tal in prostora. Ugotavljamo zdaj, da določene trgovske verige nekako spet pod gospodarskimi, ali pa da rečem denarnimi pritiski opuščajo sodelovanje z recimo domačimi, bolj ekološkimi dobavitelji in se usmerjajo izključno samo na ceno. Izključno samo na neko množično proizvodnjo čim večjih količin. Je to v redu odločitev? Mislim, ne. Se moramo tudi zavedati odgovornosti potrošnikov samih, ker pač nas je veliko ljudi je pač, ki išče najnižjo ceno in potem se tudi gospodarstvo pač s tem vrača. Je pa tudi dejstvo, da zdaj, če bi pa vse stroške prenesli na potrošnika, pa je tudi dejstvo, da pač si nekateri ljudje tega ne bodo mogli privoščiti. In je iz tega vidika tudi v bistvu zelo veliki izziv ravno v prehrambeni industriji, da po eni strani potrebujemo nizko ceno, da lahko je pač prebivalstvo prehranjeno v končni fazi, da nimamo zdaj lakote ali pa pač tudi
slabih hranil, na katerih bi ljudje živeli, hkrati pa še vseeno, da pač imamo kvalitetno pridelavo. In zato tudi vloga politike tukaj tako pomembna, da to usmerja, se mi zdi. No. In kje je tle rešitev? Subvencije za ekološke pridelovalce? Ja, to so že. Se mi zdi, da tudi v Sloveniji pogosto mogoče ekološko kmetijstvo tudi znotraj kmetijske skupnosti še ni čisto sprejeto. Da ne govorimo pa tudi širše med potrošniki. Tako da mogoče spodbujanje ozaveščenosti pri potrošnikih in tudi pri kmetih, kaj so koristi takšnega pridelovalnega sistema. Hkrati bi pa tudi poudarila, da ekološko tudi ni nujno rešitev za vse, v smislu, da se da veliko doseči tudi že s tem, da mogoče nisi ekološki, ampak znižaš pridelavo, greš na bolj integrativno način v bistvu pridelave, kjer pač uporabljaš pesticide samo tam, kjer je nujno potrebno, ne pa da pač posod špricaš. In da že v bistvu, tudi če nisi certificiran ekološki, ampak se trudiš kmetovati bolj naravi prijazno, že tudi zelo veliko narediš za okolje in naravo. Ogromno še izzivov in pred vami, in pred nami, in pred družbo, in pred politiko, in pred vsemi. Pridno še naprej delajte. Hvala za današnji pogovor. Hvala.